Samomor je vedno izhod v neki stiski, ne? Mogoče tudi s tem, da bomo kot država omogočili pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, bomo kakšno tako stisko olajšali ali pa jo celo odvzeli. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober dan in dobrodošli. Danes bomo govorili o referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Z nami sta gostja in gost, poslanka Svobode, poslanec Svobode v Državnem zboru, gospa Tereza Novak in gospod Dejan Premik. Dober dan, dobrodošla. Dober dan. Gospod Premik, kaj je pravzaprav pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Da za začetek pojasnimo ta osnovni pojem. Ta osnovni pojem rešuje situacije pri ljudeh, ki neznosno trpijo, ki jim nobena medicina, medicinsko zdravljenje ali pa paliativa ne more več pomagati in je njihova prognoza življenjska zelo slaba. Tem ljudem se ponuja izhod iz teh težav, ker je prva paradigma, da je kvaliteta življenja, dostojanstvo človeka bistveno bolj pomembna od česarkoli drugega v teh primerih. Gospa Tereza Novak, celo življenje ste delali v filantropiji, pogovarjali ste se verjetno tudi z ljudmi, ki so bili na koncu svoje življenjske poti, pa vendarle pravica do smrti ni zapisana v ustavo, ne? Ustava govori o pravici do življenja. Zdaj, akademsko razpravljati o tem je seveda lahko, ko pa človek pride, ko se mu to zgodi njemu ali njegovim bližnjim, je pa verjetno stvar drugačna. Torej, kako pojasnite nekomu, ki ima te moralne zadržke v sebi, zakaj je to prav, zakaj naj bo na referendumu za? Jaz mislim, da vsi razumemo, kaj pomeni dostojanstvo v življenju in kaj pomeni neko avtonomnost vsakega posameznika. In če razumemo in spoštujemo dostojanstvo v življenju, moramo spoštovati dostojanstvo tudi ob umiranju. In to je pravzaprav to, kar bomo na tem referendumu, o čemer bomo na tem referendumu odločali. Odločali bomo o tem, ali imamo svobodo odločanja, na kakšen način želimo končati svoje življenje, kadar je trpljenje preveliko, da je še vzdržno. Zdaj, videli smo, da marsikdo včasih se zgodi, da poseže po samomoru. Se pravi, da človek, če je še dovolj pri močeh, naredi samomor prav zaradi tega trpljenja. Kakšna je zdaj razlika? Ja, jaz mislim, da je mogoče samomor je vedno izhod v neki stiski, ne? Mogoče tudi s tem, da bomo kot država omogočili pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, bomo kakšno tako stisko olajšali ali pa jo celo odvzeli, ne? Da ljudje bodo imeli v mislih, da če bo prehudo in ne bojo mogli tega zdržati, jim bo pomoč omogočena. In to je mogoče, jaz si predstavljam, da je to lahko en izhod za nekoga, ki razmišlja o samomoru, in da je to nekako bolj human in etičen način tega, da se posloviš, ne? Da ne trpi tvoja okolica zaradi samomora, da nekako narediš to v soglasju z ljudmi, ki jih imaš rad doma, med svojimi ljudmi in v končni fazi v svoji domovini, ne? Ker zdaj to ni mogoče. Gospod Premik, Gibanje Svoboda seveda podpira, ne, to pravico. Ali lahko v kakršnem koli primeru o tem odloča druga oseba? Ne, v nobenem primeru ne more o tem odločati druga oseba. Gre tukaj za dve varianti. Prva varianta je, da skozi nek dolgotrajen postopek, kjer sodeluje komisija, kjer se 5-krat, 6-krat preveri, ali je še vedno to trpljenje z medicinskega vidika prisotno, ali je še vedno ta oseba pripravljena pač na ta korak, ne, iz katerega moram povedati, da v vsaki fazi lahko iz tega koraka definitivno odstopi. Definitivno pa tukaj ni nikogar, ki bi lahko oziroma bi imel to možnost, da nekoga v kar prisili. Tukaj je izključno lastna volja, lastna odločitev za ta izhod, če se pač ta pacient, če ga tako imenujem, za to odloči.
Kako potem razumete nasprotovanje nekaterih zdravnikov? Prav nekateri zdravniki očitajo, da morda bi lahko prihajalo do zlorab. Jaz mislim, da do zlorab ne bi smelo prihajati. Vemo, da je bil do zdaj vložen en zakon, ki smo ga obravnavali pred nekaj meseci, in ta zakon jasno je dobra osnova za tisto, kar nas čaka za pripravo po uspešnem referendumu. Tako da jaz mislim, da obstaja ogromno dobrih praks v tujini, da se lahko pač na ta način zavaruje primer, da do tega ne bi prihajalo. Gospa Novak, paliativna oskrba in ta pravica, kako gre to skupaj? Kje so zdaj stične točke in kje niso? Jaz mislim, da se dopolnjujeta. Gotovo moramo še nadgrajevati paliativno oskrbo. To je že dobro uveljavljeno, ampak vendarle potrebno je verjetno še dodatno napore vložiti v to, da bo tega več in bolj dostopno, kar tudi že Ministrstvo za zdravstvo načrtuje. Pa vendarle tudi strokovnjaki govorijo o tem, da še najbolj sodobna paliativna oskrba ne more vedno v vsakem primeru odvzeti vse bolečine in trpljenja. In v tem primeru potem pride v poštev pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, kadar se oseba za to odloči. Da vas vprašam čisto kot človeka. Cerkev pravi, da se v trpljenju človek očisti grehov. Kakšno je vaše mnenje? No, jaz bi rekla, da temu res ni tako. Trpljenje ni nekaj, kar je treba postavljati na nek piedestal. Trpljenje je nekaj, kar nihče ne želi doživljati. In da ga postavimo na nek piedestal svetosti in celo da govorimo o tem, da te to odreši nekih grehov, jaz mislim, da je to nepošteno do ljudi, ki trpijo. Jaz mislim, da smo v dobi, kjer z vsem znanjem, ki ga ima medicina in sociologija in tudi filozofija, lahko razumemo, da lahko pomagamo ljudem, kadar preveč trpijo. Ne da rečemo, mogoče boš pa s tem, prišel nekam, kamor mogoče niti ne želiš. Skratka, nekako častiti trpljenje, mislim, da ni človeško. Gospod Premik, je zanimivo, da to pravico imajo države, kjer je naprimer katoliška vera zelo močna. Ja, govorimo recimo v Španiji, recimo za Španijo vemo, da je pač katoliška država v svojem bistvu. Bi pa recimo nekaj dodal, glih na to temo. Tukaj gre dejansko za moralno-etično vprašanje in zavedati se moramo, da je to pač ta katoliška morala ena izmed moral, ki pač pri nas obstajajo. Pri nas obstajajo tudi protestantske morala, konec koncev tudi druge vere, pa če ne govorim samo o verah, ampak o veliko etičnih prepričanj ljudi. In ravno zato smo mi pač predlagali, da gremo v ta referendum, ker po eni definiciji prava je pravo uzakonjena morala vladajočega razreda, in ker pri nas vlada ljudstvo, je treba pač preizkusiti ljudstvo, kaj si misli o tem. Prav zaradi tega, ker obstaja veliko različnih razmišljanj, hočemo ugotoviti, ali v to smer obstaja večinsko razmišljanje. Gospa Novak, še nekaj malenkostno bolj tehničnih vprašanj mogoče. Kakšna je razlika se pravi tega, kar bomo odločali na referendumu, od pomoči pri samousmrtitvi? To ni isto, če prav razumem. V resnici gre za neko nadpomenko. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja razumemo kot pomoč pri samousmrtitvi. To pomeni, da oseba lahko sama vzame ta zdravilo oziroma ta pripravek za končanje življenja, in hkrati tudi je nadpomenka za evtanazijo, kar pomeni, da če smo v fazi, ko tega resnično več ne moremo, pa si želimo, da na ta način končamo življenje, ker so muke in je trpljenje preveliko, nam lahko pri tem nekdo pomaga. To pomeni v tisti terminalni fazi, ko res ne moreš niti sam, nisi sposoben več popiti nekega
pripravka. Ne. In to, o čemer bomo odločali, je na nek način zaobjema te obe dve vrsti pomoči. Gospod Premik, denimo, da referendum uspe oziroma da ljudje pritrdijo, da želijo, da se to uzakoni. Kakšna je potem pot? To verjetno zakonodajni postopek kar traja. Ja, seveda, zakonodajni postopek pač ima svojo pot. En ta moment smo že šli skozi, ko smo obravnavali zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je vložila Srebrna nit. Tako da mi jasno se bomo te zadeve pač takoj lotili, ker se nam zdi pomembno, da udejanjimo voljo ljudstva. Bi pa mogoče eno zelo pomembno zadevo povedal pri tem, da ta možnost pri nas že obstaja, ampak žal samo za tiste, ki imajo denar, ker vemo za cel kup primerov naših državljanov, ki so šli pač po to pomoč v Švico. In se nam zdi, da je te rešitve, ki jih bomo pač sprovedli po koncu teh referendumskih obdobij, se mi zdijo zelo demokratičen pristop. Še to, kdo bo plačal ta postopek? To bi bila potem pravica, ki bi izhajala iz zdravstvenega zavarovanja, se pravi, bi bila neplačljiva za vse državljane in državljanke. Mogoče, če še se navežem na vprašanje prej, mi smo v parlamentu tudi povedali, da zakon, ki so ga vložili volivke in volivce preko društva Srebrna nit, je dober zakon in lahko nadaljuje pot s ponovno vložitvijo. Imamo pa zdaj tudi čas in tudi vsi skeptiki oziroma ljudje, ki menijo, da se lahko zakon še dodatno nadgradi, da bo varovalk še več, pri tem, da jih je že zdaj zelo veliko, lahko zakon dopolnimo in potem damo spet v zakonodajno proceduro. Hvala lepa za pogovor. Hvala. Hvala vam.